Se ti kdaj zgodi, da se trudiš in trudiš, redno pišeš objave, mogoče tudi novice, ampak potem tvoje sporočilo nekako izgine v množici. Mogoče daš kakšno svojo novo ponudbo ali pa enostavno ni nobenega odziva tudi na splošne objave. Če je tako, potem je ta epizoda podcasta točno zate. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. V tej epizodi se želim dotakniti ene zelo pomembne tematike in to je v bistvu kako pritegniti pozornost oziroma da ko nekaj poveš, ko govoriš o nečem, da te tvoji sledilci ali pa tvoje občinstvo tudi sliši in se tvoje sporočilo ne izgubi samo v množici. Če se mogoče kdaj pa kdaj najdeš v tem, da je tvoj glas skoraj kot neviden, ali pa da se osredotočaš na to, da ugajaš vsem, namesto da bi govoril ali pa govorila neposredno svoji publiki, potem je fajn, da prisluhneš še zelo posebno tej epizodi. Zakaj? Zaradi tega, ker verjetno doživljaš to, da te na eni strani tvoje sporočilo ne doseže ljudi ali pa so tvoje sporočila zelo podobna tudi ostalim, da v bistvu nimaš tiste svoje ta prave publike in kar pomeni tudi verjetno manj strank. In zdaj, zakaj je ta ugajanje in biti všeč vsem ena izmed večjih napak, ki jih lahko podjetniki naredimo? Zdaj, seveda je čisto normalno, da želimo biti všečni. To je verjetno v naši človeški naravi, ampak če to preslikamo v posel in želimo ugajati vsem, kar je mogoče tvoja ponudba ali pa od kogarkoli drugega ponudba tako narejena, da lahko mogoče služi vsem, Sploh, če govorimo o kaki prehrani, če govorimo o terapijah, masažah in negah in tako naprej, bi lahko rekli, to je v bistvu ponudba za vsakega podjetnika oziroma za vsakega človeka, Ampak zdaj, če pogledava samo en primer, kaj pomeni potem to glede sporočila? V tem primeru potem nagovarjaš zelo široko javnost, kar pomeni, da verjetno so tvoje sporočila zelo taka široka, niso zelo specifična in seveda, ko nagovarjaš ogromno ljudi, te verjetno z takšnim sporočilom, te bo zelo malo ljudi sploh opazilo, sploh zastriglo z ušesi in tako naprej. Ti dam mogoče še en konkreten primer kakšnega brenda. Predstavljaj si recimo Apple ali pa Tesla ali pa Harley Davidson. Če pogledamo samo Harley, predstavljaj si, da bi ti motorji bili tako narejeni, da bi ustrezali vsem ljudem. Verjetno so ti poznani, to so tisti Harley Davidson motorji oziroma chopperji, kjer nekako verjetno najprej pomislimo na tiste moške v usnjo z dolgo brado, z dolgimi lasmi, in tako naprej. Zdaj, če Harley torej ne bi nekako se fokusiral, kdo je njegova idealna stranka, ker načeloma, če vzamemo motor ali pa chopper, kakorkoli, za nekaj, kar je itak potrebujemo bolj ali manj vsi ljudi kot sredstvo za transport, bi lahko rekli, naši motorji so za vse, vsi potrebujejo. In če bi to Harley naredil, bi bil v bistvu se zgubil v množici. V tem primeru, ko se pa je odločil, kakšen brand, kakšen arhetip bo ubral in komu bo točno služil, kdo je idealna stranka, pa je v bistvu točno za te ljudi oblikoval, celotno ta miselnost, ta pristop, tudi tile motorji so narejeni, da izražajo to in pritegnejo točno določene ljudi. Kar pomeni, da če nekdo omeni Harley, se zelo hitro ali smo za ali pa smo proti oziroma ali nam je všeč ali pa ne. Zelo malo ljudi verjetno je nekje vmes, mlačnih in nekje vmes, Kar je iz vidika brenda oziroma posla tudi zelo super. Ker je fajn, da v bistvu imamo posel, ki lahko polarizira nekako ljudi, tisti, ki so
naše idealne stranke in pa tisti, ki niso. Ker le tako, lahko Harley, če zdaj se vrnem k primeru, da točno določena sporočila, ki jih bodo ti ljudje, kateri so idealne stranke, tudi slišale. Zdaj si predstavljaj, če bi, v Harleyju imeli, oglasna sporočila ali pa kaj takšnega v zvezi z, mogoče vremenom ali pa neka splošna sporočila, Seveda ta sporočila ne bi zanimala tega občinstva oziroma tega specifičnega občinstva, ki ga trenutno nagovarjajo, ki si ga želijo, torej idealne stranke. In to je recimo samo eden izmed primerov. Če pogledamo tudi Apple. Apple ima v bistvu svojo skupnost in tisti, ki so privrženci Applea, verjetno, ali pa smo, če tako rečem, recimo potem kupujejo tudi računalnik njihov, telefon in vejo, kaj dobijo, torej nekako se zgradi tudi ta skupnost. Je nekaj, kar loči, kar ni samo neka splošno sporočila. In zelo podobno tudi Tesla in veliko drugih brandov. In seveda po teh se lahko tudi mi vzgledujemo in jemljemo nekako navdih in kaj, če pomislimo, zraven tega, kaj je ta prva točka, ki jo kot mali podjetniki lahko tukaj usvojimo oziroma na kaj najbolj pazimo, kaj bo pri nas najbolj pilo vodo, če rečem tako po domače, je definitivno to, da smo avtentični. To ne pomeni, da mogoče zdaj nisi čisto avtentičen ali pa avtentična, ampak mogoče lahko še odluščiš kakšno skorico, ki ti več ne služi. In skozi to avtentičnost potem res pritegneš, polariziraš tudi svojo publiko, zaradi tega, da se ti lahko približajo tisti, ki podobno razmišljajo, ki imajo podobne vrednote, tako kot ima tvoj brand, tvoja osebnost oziroma ti osebno. In s tem lahko začneš potem seveda graditi čisto drugačno skupnost, ki te bo takoj, ko kaj objaviš, recimo tudi veliko bolj slišala, poslušala in kaj to pomeni, zgradilo se bo zaupanje, postanejo hitreje tudi stranke. Tako da same super v bistvu lastnosti, ko si dovolimo v bistvu biti avtentični, ker ko smo na svoji poslovni poti, se mi zdi, da je zelo pomembno, da se spomnimo tega, da smo res mi šefi tega, kar počnemo in da se lahko odločimo delovati tudi drugače, kot mogoče delujejo vsi okoli nas, če je to seveda v skladu z nami in si to želimo in da lahko sebe živimo polno avtentičnost in ko živimo avtentičnost, je tudi, pa delujemo v poslu seveda, je tudi zelo pomembno to, da se zavemo, da bodo na našo pot prišli tudi takšni, ki se z nami ne strinjajo. In tudi to je okej. Zdaj pa, kaj so 3 koraki, da bomo imeli bolj avtentična sporočila. Prvi korak bi definitivno po mojem mnenju bil ta jasnost. Da si postavimo neko jasnost sami pri sebi, kdo mi smo, kaj podpiramo, kaj nam je pomembno, v čemer res uživamo, s kom zelo radi sodelujemo, da imamo res jasnost. Ker če nimamo sami pri sebi jasnosti, potem te jasnosti ne more imeti tudi stranka. Da bo mogoče še bolj jasno, ti dam še en primer in sicer recimo velikokrat vidimo, da imamo ponudbo, da pride kakšen podjetnik, podjetnica, ima zelo super ponudbo, dobenega problema in ko jo vprašaš, kakšen problem ti rešuješ, ne znajo povedati. Ja, odvisno, kaj stranka potrebuje ali pa kaj si želi in je nekaj zelo splošnega, in tako naprej. Ker zelo jasno običajno pokaže, da mogoče nimajo čiste jasnosti, kaj je njihov fokus, kaj je res tisto, kaj je njihovo tako rekoč poslanstvo, kar se seveda pokaže tudi v vseh vsebinah, tudi na spletni strani, na družabnih omrežjih in tako naprej. Tako da prvi korak bi definitivno po mojem mnenju bil ta jasnost, da si pogledamo v oči in tudi mogoče naredimo kakšen korak naprej. Potem drugo je lahko čista preprostost. Ne rabimo v bistvu komplicirati, lahko smo, kdo smo, ne rabimo nositi mask, ampak preprosto smo to, kar smo. In če imamo mogoče neke vrednote, ki niso povsod, je tudi to čisto okej. Jaz recimo ti dam mogoče kar en primer. Sem zadnjič na Facebook profilu objavila eno objavo v stilu, da sem delila, kako izgleda moj dan.
z namenom deljenja, da obstajajo tudi mogoče kakšne druge načini, ali kako bi rekla, ne. In najbolj, kar je padlo v oči vsem, ki so potem komentirali, ker se je usipalo cel kup komentarjev, je bilo, da jaz vstanem ob 4 zjutraj. Meni osebno, po pravici povedano, vem, da se ljudje običajno ne vstanejo, ampak meni to ni nič posebnega, ker že par let tako živim in je to moj lifestyle, nič kaj takšnega, ne. Ampak kaj je zanimivo, ne? Da tukaj zelo hitro je polariziralo mojo publiko med tiste, ki so rekli, wow, jaz tudi si želim kaj takšnega, pa ne, da bi bil to moj namen, da bi zdaj se jaz želela predstaviti kot neka popolnost, pa zdaj dajmo vsi slediti, ampak v bistvu sem samo delila sebe. In se je tako lepo polariziralo, potem pa je bilo nekaj takšnih komentarjev, to je pa čisto preveč, tega pa jaz ne bi mogla, pa ne rečem, da je kakšen komentar napačen, ker ni, ampak je tako zelo se lepo vidi, kako lahko z eno zadevo polariziraš ljudi in vidiš, kdo so tisti ta tvoji ljudje, s katerimi bi verjetno tudi sodelovanje lahko bilo veliko bolj uspešno. Zdaj, to je mogoče malo bolj tak nečisto poslovni primer, ampak dejstvo je, da tisti, ki so bili zdaj, verjetno bi se z njimi lažje pogovarjali, bi najdli skupne točke, bi mogoče skupaj lahko se lotili kakšnega izziva, med tistim, ki pa imajo popolni odpor, pa bomo težko se nekako približali, če tako rečem, In če prenesemo to v posel, je v bistvu v poslu tudi zelo podobno, ker ljudje kupujemo od ljudi in ne kupujemo samo od logotipov ali pa od nečesa, brenda, kar ne obstaja, In bolj kot mi te ljudi poznamo, več kot imamo skupnih točk, bolj se z njimi nekako zbližamo, zgradi se zaupanje in potem steče tudi prodaja. In to je naravni proces, brez kakršne manipulacije ali pa kaj takšnega. Tako da nekako vračanje k tej preprostosti, k svoji pristnosti bi po mojem mnenju, saj jaz vedno bolj, ko živim sebe res iskreno, polno, brez mask, bolj vidim, da se mi približajo tisti ljudje, tiste stranke, s katerimi res je potem čisti užitek delati in je res fantastično. In tretji korak, ki pa bi bil po mojem tudi zelo pomemben, je pa neka doslednost. Da smo torej dosledni tako pri samem sporočilnostjo, potem za čemer stojimo, Velikokrat lahko vidimo, recimo, ko imamo nek brand, in potem postane nekaj zelo popularno, v zadnjem času recimo je bilo zelo popularno različni spoli, če se tega dotaknem, jaz se ne bom vpletala, moje osebne mnenje ne bom tukaj dajala, ker ni namen, ampak želim samo dati recimo kot primer, In je veliko podjetij to zgrabilo v svojem marketingu, da zdaj bojo pa to prilagodili, da oni podpirajo ali ne oziroma bolj, da podpirajo, da so odprti za to in tako naprej. In se je izkazalo, da velikokrat so prileteli tudi na veliko odpora, veliko mogoče tudi tega občutka neiskrenosti, ker se sledi samo tem trendom, Kaj je v trendu, to podpiramo. Tako da, kaj sem želela tukaj v bistvu kot tretjo točko samo poudariti, kot to doslednost, da smo dosledni, da ne gledamo samo, kaj je v trendu, ampak res, kaj vibrira z nami, kaj je torej v skladu z nami, z našim brandom, če tukaj govorimo bolj o poslu, seveda, In da smo zmeraj dosledni. Tudi, če zdaj zelo konkretiziramo, da smo tudi dosledni pri tem, kakšne barve uporabljamo, kakšen logotip uporabljamo, kako se pozicioniramo, kakšna je naša sporočilnost, in tako naprej. S tem namreč lahko na dolgi rok seveda zgradimo zelo lepo zaupanje, skupnost, s katero mi damo veliko, od nje dobimo veliko in je taka ena zmagovalna kombinacija, kot bi lahko rekla. Tako da ta avtentičnost se mi zdi, da je nekaj, kar sem jaz želela, da se danes dotaknemo, in če začnemo graditi pri sebi in potem začnemo na podlagi tega graditi tudi avtentičnost, tudi temelje za svoj brand, kar pomeni, da se res vprašamo, kakšen brand si želimo zgraditi, torej ne samo, kako bomo čim prej prišli do denarja, ampak kaj so tiste naše vrednote, kako ga želimo pozicionirati, kako želimo, da se naše stranke oziroma skupnost počuti
in tako naprej. Tako da, če želiš si zgraditi bolj takšen, kako bi rekla, celostni brand, ki bo podpiral tebe in pa tvoje stranke in s tem tudi naravno seveda vodi do večje zaslužke, potem te vabim, da se mi pridružiš na našem novem takšnem mini tečajčku Zemljevid do legendarne prodaje, ker ti po korakih, torej kot zemljevid ti predam, kako lahko prideš do brenda. Če že imaš postavljenega, če že imaš neko prodajo, je to čudovit zemljevid, kjer lahko daš torej tudi kljukice in izpileš tisto mogoče, kar ti še manjka, da bi bili pač rezultati, kot si želiš. Tako da link bom postavila spodaj v opisu. Prijavi se, rezerviraj svojo vstopnico čim prej, ker kmalu že začnemo. Tako da, jaz ti pa želim srečno in pa uspešno še naprej. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.